je svetloba in luč. Pravijo, da je ljubezen kako roža, ki vzcveti, da je ptica, ki v oblake vsa svobodna poleti. Gospod Bavčar, lepo prosim, če nam poveste, komu ste posvetili razstavo in kaj nam z njo želite sporočiti? To razstavo posvečam dvem izjemnim duhovnikom, Silvestru Česniku in Angelu Bartiču. Oba sta iz Lokalca, sta že pokojna, spremljala sta me skozi celo življenje, predvsem Silvestr Česnik. In danes se moram spomniti ene zelo zanimive zgodbe, ko sem z odliko končal osnovno šolo v Zavodu za slepe, me niso hoteli sprejeti takoj na Goriško gimnazijo. In Silvestr Česnik takrat rekel, če ne boš šlo drugače, boš pa prišel k nam v semenišče in boš hodil delati izpite na državno gimnazijo. To je bila izredna gesta tolerance, no potem so me končno sprejeli. Besedi sedaj vabim predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, da odpre razstavo Svetloba onkraj podaljšanih senc. Prosim. Hvala lepa, gospod Gostorju, z največjim veseljem in počaščen. Spoštovani dr. Jožen Bavčar, visoki gostje, gospe in gospodje. V letošnjem letu praznujemo 30. obletnico samostojnosti naše države in se še posebej spominjamo trenutkov, ko smo Slovenci resnično stopili skupaj. Občudujemo narodno enotnost, ki je botrovala ustanovitvi naše lastne države. Slovenija je postala samostojna država, ker smo mi to takrat hoteli in hoteli smo skupaj. Ob tem pa je treba posebej spomniti tudi na delovanje izjemnih posameznikov v tistem času. Doktorju Evgenu Bavčarju nismo hvaležni le za njegovo umetnost, seveda najprej predvsem, ampak tudi za njegov velik osebni prispevek pri osamosvajanju in prepoznavnosti naše države v svetu. Naj spomnim, gospe in gospodje, da je dr. Bavčar v vlogi prvega predsednika konference za Francijo sodeloval pri ustanavljanju Svetovnega slovenskega kongresa. Slovenijo je zelo prizadevno in uspešno obveščal o naših stremljenjih. Sodeloval je s slovenskim slikarjem Zoranom Mušičem, da bi na ta način takrat on vplival na francoskega predsednika Françoisa Mitterranda. Njegovo prijateljstvo z že omenjenim pisateljem Milanom Kunderom je takrat, recimo temu, rodilo izjemno pomemben članek Rešite Slovenijo, ki je bil objavljen v Le Mondu in je odmeval po vsem svetu, in to v najbolj kritičnem času za Slovenijo. Njegovo delovanje je imelo velikanske zasluge, da so Francija in na to še mnoge druge države priznale Slovenijo. Dr. Bavčar je bil pravzaprav že takrat eden najpomembnejših slovenskih diplomatov, če smemo tako reči. Vedno znova pa nas navdihuje za jasno mislijo in izbranimi besedami, s pogumom, voljo in iskanjem tistega, kar nam je skupno. Ostaja eden najpomembnejših ambasadorjev slovenske kulture v svetu in je, kot že večkrat danes rečeno, v pravem pomenu besede državljan Evrope. Spoštovani gospe in gospodje, kot sem dejal, sem zelo počaščen, da lahko danes
otvorim to razstavo in da sem tukaj z vami. Vam, spoštovani dr. Egor Bavčar, pa se želim v imenu države in kolikor mi položaj predsednika republike to omogoča, tudi v imenu vseh naših ljudi doma in po svetu, zahvaliti za vaše plemenito delo, ki ga opravljate kot poslanstvo. Hvala, da to delite z nami, iskrene čestitke ob otvoritvi razstave in srečno.